mogoče, če bi prešli na današnje stanje v Sloveniji, kako se vam zdi, da so animeji danes dostopni, pa mange, pa mogoče vsi drugi merči v Sloveniji v primerjavi z mogoče takrat, ko smo začeli? Kako se zdaj menimo v Sloveniji? V Sloveniji, spravi, govorim o mangah, ki so mogoče dostopni v Mladinskih knjigah, Felixu, anime merču. Če želimo danes recimo dostopati do kakšnekoli anime merča ali pa do dejanskih gradiv, se pravi Blu-rayev, DVD-jev. Vse večja, moram priznati. Sem videl v Mladinski knjigi tudi na mk.si, da dejansko imajo več na voljo glede izbire. Felix, tako je imel nekaj malega merč, kot anime merč, imaš zdaj take male trgovince, ko se odpirajo, ne vem, če še živijo od korona. Ne vem, online je večinoma. Dobro, da si omenil MK. Še da redite zadeve. Se to je isto vprašanje? Se mi zdi, da še. Nam lahko ti mogoče več poveš o Črni luknji, kako je sploh? Sploh ne vem, kakšen je zadnja situacija. Kako je pa sploh začelo? Mogoče poznaš začetke, oziroma kako je včasih to delovalo? Takrat sem bil še aktiven, večino preko mene so se komunicirali z kaj bi bilo noter v trgovini, pa kaj je povdarno če. Ja, ker mislim, da včasih je bila Črna luknja edina, ker je imela kakršenkoli anime. Moje največje sanje v otroštvu so bile, da prijem v Ljubljano in v Črno luknjo. Nič druga. Edini prostor v Sloveniji, dobesedno, ker mislim, da oni so imeli neposredno povezavo z distribucijo iz Japonske, se pravi, so dejansko dobivali merch direktno iz Japonske, in to je ampak oni so dejansko komunicirali neposredno, ni bilo, ne vem, če gremo v neko večjo državo, to poteka preko nekih distribucijskih kanalov, se pravi, neka večja distribucija ima licenco in potem to preide v več majhnih retailov, medtem ko to je samo en retail, ki je delal neposredno distribucijo iz Japonske. Ja. Sam nima pa veliko izbire, plus figure, recimo, če si hotel predločati, zdaj mogo že prej kupiti, potem, ko je prišel release, da se potem dobo, In bih takih ni nikoli zalagal, da bi imel. To je bilo karno. Nisem vedel, da je bila tako dobro povezana z Japonsko. Je zame je bila Črna luknja glavna trgovina za Yu-Gi-Oh karte. Wow, tako malo si jo videl, moj bog. Ja, oni so imeli vedno zelo specifično zalogo, če si bil recimo fan board gameov oziroma card gameov specifičnih, so imeli, primara, ker imeli so znotraj trgovine, so imeli tudi special prostor, kjer si lahko igral samo board game, je bil namenski prostor. Prej sem vedel, kako so cool board game. Je res. Ti veš, če govori. Kako smo danes v bistvu z mangami v Sloveniji? Kdaj kupujete dejansko fizične mange v Sloveniji ali vedno naročate preko neta? Lahko bo poceni na internetu. Sem jaz edini, ki če je možnost, grem vedno v Mladinsko knjigo in kupim volume, ki mi manjka, zato gre neposredno, jih lahko vzamem iz police v moj žep. To je res, mislim, dobiš jih takoj, to je prednost, samo izbira pa ni takšna, kot pa lahko na spletu. Čeprav preko Amazona ne priporočam kupovati mang, ker v takem slabem stanju, ko pridejo res uničene, katastrofa, res, samo slabe izkušnje. Book Depository v tem smislu je ful lepo dela z njim. Book Depository, najbolj smešno to, ker Book Depository od Amazona. Ja. Ampak, dobro, eno je, kdo je lastnik, drugo je, kdo so ljudje, ki delajo s produktom, in kako handlajo z njim. In tako da jaz dam roko dol na Book Depository, ker že imam 1700 mank od njih. Okay, to zgodbo preprosto moram povedati. Jaz sem bil pred kratkim obiskal Grevra na njegovem domovanju. Človek ima dejansko knjižnico mang doma. Predstavljajte si prostor, ki je mogoče 5x5 kvadratov, mogoče še več, obdan z mangami, na tisoče in tisoče mang. I mean, it's my safe place. Neverjetno. Seriously, to je tisto. Predstavljam si, da je... Zakaj offline živim? Zaradi tega, ker stopim v knjižnico, si samo pogledam, kjero mango in si jo dam dol, pa jo grem brati v živo. To so bile moje sanje do otroštva, to moram priznati. Jaz sem si vedno želel, da bi lahko imel mango, da bi jo lahko vzel, pa jo bral. In sem si rekel, jaz ne bom nikoli digitalno bral.
samo kot Frost nimaš niti približno denarja. Sounds like a fire hazard. To je pa drugo. Ja. To je pa drugo. Mislim, zdaj anime fani niso več študenti pa najstniki, zdaj smo prišli v aktivno prebivalstvo in si dejansko takšne že sanje lahko privoščimo. Se to je tisto. Ja. Grown up life, let's go.